Kako se vam sliši takle scenarij? Dokler so otroci še mladoletni in šoloobvezni, se bomo malce stisnili v stanovanju v mestu, kjer je tako tudi najbolj praktično. Ko pa gre mularija enkrat na svoje, se zakonca preselita v sodobno hišo na čudovito podeželje, večinoma delata od doma in sta svojo hišo pripravljena celo za nekaj časa zamenjati za dom na čisto drugem koncu sveta. Ja, točno tako zgodbo smo našli v hiši, ki se med drugim ponaša z zanimivim imenom. Ta čudovita hiša stoji na Dolenjskem, na prav tako čudoviti lokaciji na vrhu hribčka, odkoder pogled sega daleč naokoli. Posebej očara pogled na dolino reke Krke z mestecem Kostanjevica na Krki. Čas je, da to lepotico spoznamo pobližje in da predvsem razčistimo, zakaj je dobila ime hiša Harmonika. Ime Harmonika ni povezan z obliko objekta, ampak bolj z umestitvijo tega objekta v samo okoliško tkivo in v samo naravo. Harmonika se nanaša na harmoničnost, prav na povezavo med objektom in okolico, na povezavo med naravo in tem grajenim tkivom. Irena in Metod živita v sanski hiši, v sanskem okolju in zdaj povejte nam, kako sanska je bila pot do tele hiše. Imela sva načrt, da bi potem, ko bosta otroka odrasla in se odselila, in to ne bi bilo zelo hitro pri svojih 18-19 letih, da bi se preselila na deželo, pač nekam, kjer je bolj mirno. In tako so začela iskati parcele. Želela sva imeti eno tako zemljišče, res iskala sva nekaj, kar bi nama bilo zelo všeč. Skratka, ne prostor samo, da se preseliva na silo, da bova imela hišo, ne, hotela sva nekaj, da je lepo. In tako sem enkrat zasledil pač ta oglas za neko parcelo na Dolenjskem. Gor je bil nek velik star kozolec. Bile so te karakteristike parcele prave, skratka nekaj zazidljivega, velik del kmetijskega zemljišča. Potem sem šel to pogledat, takoj sem najdel naslov pač po slikah. Naslednji dan sva šla z Ireno skupaj. Čez 3 dni smo se slišali z lastnikom in smo že pravzaprav se odločili, da zadeva kupva. Ampak prej ste živela v kakšnem okolju? Koliko je bilo to urbano? Popolnoma, tako 14. nadstropje, stolpnica v središču Bežigrada. Tako da bolj betonsko, težko, brez narave okrog. Ampak ste bila pripravljena toliko stran iti iz centra in zdaj čisto na Dolenjsko? Za Slovence je to ekstremno daleč. Tako, ja. Ko smo imeli pa na obisku prijatelje iz Kanade, so pa rekli, kam ste se preselili? Smo rekli, na uro ven iz Ljubljane. So rekli, to je pač izblizu, to ste v centru, tako rekoč. Pa tudi je razlika, mislim, ta hiša je bila narejena z namenom najne, kaj ne rečemo, upokojitve, oziroma tega, ko se res, ko nimaš več obveznosti z otroci, in greš pač na svoje in več ni treba otrok voziti in jih v šolo iti gledati in potem imaš več časa. To je ena stvar, druga stvar pa jaz delam v doma, tako da meni ni problema. Jaz, če grem enkrat na teden v Ljubljano, je veliko, Irena pa tudi več ni v Ljubljani v službi. Povejte mi, kako ste našla arhitektko in kako ste skupaj poiskali idejo za takole sodobno hišo? Malo smo spraševali pri prijateljih, kdo je njim delal, pa malo smo gledali, kakšen stil imajo posamezni arhitekti. Potem smo imeli nekje 3 ponudbe, ampak Mikina je bila daleč najbližje temu, kar smo si želela. Irena in Metod sta si želela predvsem velike in zračne prostore v hiši, ki ne bi bila povsem običajna dvokapnica. Zanjo je bilo pomembno tudi to, da je hiša odprta oziroma povezana z zunanjostjo, torej da ima zares velika okna in omogoča lep razgled. Mika Cimolini ju je prepričala s 3D modelom in konceptom tako imenovane zlomljene hiše. Dnevni prostor je obrnila v smeri zemljišča, spalni del pa je zamaknjen, tako da pogled iz spalnice seže proti Kostanjevici na Krki. Mi začnemo vedno snovati hišo na tak način, da se poglobimo v želje investitorja. Potem preštudiramo vse te danosti, ki jih daje lokacija. Šele potem se lotimo materializacije samega objekta. Vedno izhajamo iz vseh omejitev, to pomeni tehnoloških omejitev, strukturnih omejitev, pa tudi ekonomskih omejitev, to pomeni, koliko mora hiša stati. V tem določenem primeru je investitor rekel, da njemu ta sama površina, da bi rad imel zelo veliko hišo, če ga ne bo stala veliko denarja. To pomeni, da v tem smislu je bilo narediti pasivno oziroma nizkoenergetsko hišo skoraj nujno.
Zato smo jo tudi zasnovali in tudi hiša ima zelo dobre te toplotne karakteristike in smo tudi pridobili ekosubvencijo kljub vsem tem steklenim površinam. Zato smo tudi bili precej varčni pri teh steklenih površinah, čeprav se zdi, da jih je zelo veliko. To pomeni, da so te deli, ki so spalni deli, so precej zaprti in imajo v bistvu samo nujne okenske odprtine v smislu sončenja in pa iskali smo lepe poglede v zunanjost. Medtem ko je ta osrednji del, bivalni del z dnevno sobo in kuhinjo, pa odprt in steklen in s to stekleno streho, ki je nekako pogled proti nebu in pogled proti naravi, v bistvu je bil glavni element te hiše. V hiši so 3 prostorne spalnice, od katerih ima vsaka svojo kopalnico. Dnevni prostor s kuhinjo ob večerih ponuja čudovite poglede na zvezdnato nebo. To je velik zračen prostor z odprtim ostrešjem in zares veličastnim lestencem. Meni so izjemne tudi kopalnice, predvsem tele ploščice keramika v tuš kabinah. Kako ste prišli do njih? Ja, to je taka malo zabavna zgodba. Šla sva v prvo trgovino na Vrhniki in sva našla ene ploščice v španskem stilu, ki so nama bile obema všeč. Ampak potem seveda hiša je bila takrat Je še ni niti blizu bilo. Ja, začel se je tle z izkopom, tako da vmes je bilo še zelo veliko trgovin s ploščicami in internetnih poizvedovanj in v nekem trenutku mi tudi reče, zdaj pa že res morava zbrati ploščice. Pa sem rekel, zakaj niso bile dobre une prve, ki so bile obema zelo všeč. In potem so še minili meseci in potem še sva hodila po trgovinah in iskala po internetu, na kar se je on res vzel cel vikend in iskal ploščice. Jaz sem bila takrat v službi in pridem zjutraj domov in reče, zdaj sem jih pa najdu. In mi pokaže na internetu sliko in sem rekla, pa te sva midva že gledala, sigurno sva jih že gledala in to so bile tiste prve. Točno, ja. In te so Ampak so zigar te prave, ker še vsem do zdaj so bile všeč. Še po mestih so bile enako privlačne. Prekletstvo prevelike izbire, a ne? Ja, veliki problemi, res je to. Tudi okolica je dovršena. Povejte mi zgodbo, kako sta si uredila tako lep, to ni ribnik, to je v resnici plavalni bazen, a ne? Midva rečeva temu ribnik, čeprav se vsi pritožujejo, da ne more biti ribnik, ker nima rib. Aha. In lahko mogoče bo kdaj kakšno ribo not spustila. Ampak za okolico sva zbrala pač na enega znanca v Dobriloviča, Marka, ki je arhitekt krajinski in je on pač zrisal vse stvari. Irenin in Metodov življenjski slog je trenutno še precej sodoben, zato časa za plavanje v bazenu oziroma ribniku ni toliko, kot bi si ga želela. Metod, ki dela večinoma od doma, poskrbi tudi za vrt in velik vinograd. Tega sta si postavila, čeprav so jima domačini to odsvetovali, saj je v bližnji okolici kakovostnega vina več kot dovolj. Oba poudarjata, da imata zares dobre sosede in Metod priznava, da sta z vinogradom pretiravala, saj ga sam res težko obvladuje, zato si je moral poiskati pomoč. V zrelih letih pa želita tudi potovati. Zelo ju mika tako imenovani home exchange, v prevodu zamenjava domov. Pri zamenjavi domov se pač prijaviš na neko internetno stran, ponavadi plačaš neko članarino, objaviš podatke o nepremičnini, ki bi jo dal v zamenjavo, potem pa se ti prijavljaš na nepremičnine, ki so na voljo in drugi ljudje se prijavljajo na tvojo nepremičnino. In če se najdeta dva, ki imata pač isti interes, to pomeni, obema je pač nepremičnina všeč, imata isti termin, prost, se pač zamenjata. Jaz odidem k njemu v njegovo hišo, on odide k nama v najino hišo. V principu, da ne rabiš iskati hotela, kamor greš. Veste kaj, ideja o zamenjavi hiš mi je všeč, tako da če bi se za nekaj časa priselila v okolico Grosuplega, se lahko kaj zmenila. Jaz sem imela kakšne države, ki sem mečkan dalj s tem. Zelo eksotična lokacija.